poslušali nekaj dobrih sporočil iz Božje besede. In ta prvo sporočilo je zamenjava na križu. Kaj je Jezus naredil za nas na križu in kako to sprejmemo. Zdaj, ne glede na to, da verjetno to sporočilo ni novo za vas, ste ga na kakšen način že slišali, gre za to, da Božja beseda je več kakor samo nekaj, kar lahko razumemo in si zapomnimo. Je nekaj, kar spreminja naše srce, je nekaj, kar očiščuje naše srce, je nekaj, kar daje razsvetljenje. In vse to zato, ker Sveti Duh sodeluje z Božjo besedo. In zato je super, če se vedno znova vračamo v najbolj temeljna sporočila in to je eno od njih. Kaj je Jezus naredil za nas sa svojo smrtjo in trpljenjem in smrtjo na križu in vstajenjem od mrtvih. Haleluja. Tako da jaz bom probal tole prezentacijo dati na ekran na Zoomu, tako da bomo lahko vsaj te, ki na Zoomu gledajo, tudi brali citate. Tukaj jih bom pa pač samo prebral. Ok, torej prvo današnje sporočilo je božanska zamenjava na križu. Kaj je Jezus Kristus naredil za nas s svojim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem. In to je v bistvu temelj in sporočilo evangelija. In Pavel glede tega pravi v Rimljanom, prvo poglavje: ne sramujem se evangelija, saj je vendar Božja moč v rešitev vsakomur, ki veruje, najprej Judu in potem Grku. V njem se namreč razodeva Božja pravičnost iz vere v vero, kakor je zapisano, pravični bo živel iz vere. In zdaj, tukaj je več močnih besed. Prvo je to, da se ne sramuje evangelija in mi se ne sramujemo nečesa, kar je toliko dobro, da bi kar vsakmu povedal o tem. In Pavel se je zavedal tega za evangelij. To je nekaj toliko dobrega, da hočem vsakmu povedati o tem. In ta evangelij, ta dobra novica o Jezusu je Božja moč v rešitev vsakomur, ki veruje. Evangelij je Božja moč za vsakogar, ki veruje. Ni dovolj samo slišati, rabaš verovati to, kar evangelij pravi. In zdaj v drugem citatu, ki govori o tem, kaj je Božja moč, pravi 1. Korinčanom 1:18, beseda o križu je namreč za tiste, ki smo na poti rešitve, Božja moč. Beseda o križu. To pomeni, Jezus je bil križan za naše grehe, zato da je nam odpuščeno, zato da je za vsak greh tega sveta bilo za vedno poskrbljeno, da vsak človek lahko pride do Boga neomejeno. Haleluja. To je dobra novica, ker Bog je dober in Bog bo razodel svojo dobroto vsakmu, ki pride do njega na ta način, po veri v smrt in vstajenje Jezusa Kristusa. In ta beseda je Božja moč za nas, ki smo na poti rešitve. Haleluja, kar pomeni, kdo je pot? Jezus je rekel, jaz sem pot, resnica in življenje. On je pot k Očetu in mi smo na tej poti, smo na poti rešitve. Torej, prvo osnovno sporočilo Jezusova dobra novica ali evangelij je beseda o križu. Beseda o tem, kar je Bog naredil za nas po križu Jezusa Kristusa. In zdaj v Rimljanih 6:6 pravi en vidik te zamenjave. Vemo, da je bil naš stari človek križan z njim vred, da bi bilo telo greha uničeno in da mi ne bi več hlapčevali grehu.
Kar pomeni, včasih smo bili sužni grehu. Greh nas je silil, da delamo stvari, ki smo vedeli, da so slabe, ki smo vedeli, da so napačne. Ampak na križu je bil naš stari človek, ki je bil podvržen grehu, ki je imel grešno naravo, odpadlo od Boga, bil križan z Jezusom vred. In to povzroča, da je telo, naše telo lahko zdaj svobodno od greha. Vse te navade, vsi ti načini razmišljanja, vse te napačne želje so zdaj lahko spremenjene v skladu z Božjo naravo. In mi zdaj namesto greha in sebičnosti na tem svetu izražamo Božjo naravo, Božjo ljubezen. Haleluja. Tako da imamo trden temelj za kjerokoli skušnjavo premagati, za kjerokoli navado spremeniti, ki ni dobra in živeti vedno bolj podobni Jezusu. To je Božja moč, ki nam je na razpolago. In 1. Korinčanom 13:4 je en drug vidik zamenjave. Jezus Kristus je bil križan v slabotnosti kot človek. On je prostovoljno dal svoje življenje in je izkusil vso slabotnost in bolečino človeškega telesa. Vse trpljenje, ki ga lahko človek izkusi, je nosil v svojem telesu. Ampak zdaj on živi zaradi Božje moči. Bog ga je s svojo močjo obudil od mrtvih. In tako, kakor je Jezusa obudil od mrtvih, ko mi verujemo v evangelij, ko mi verujemo v to, kar je Bog naredil čez Jezusa Kristusa za nas, Božja moč deluje tudi v nas, da mi živimo to nadnaravno življenje, življenje v Božji moči. Haleluja. Tako da, kratek povzetek tega dela zamenjave, naš stari človek je bil križan s Kristusom in mi smo po veri v Jezusa postali novi človek v Jezusu Kristusu. In naša slabotnost in neumnost, ker smo ljudje, imamo svoje šibkosti in neumnosti, se lahko spremenijo v Božjo moč in Božjo modrost, ki mi predajamo svoje življenje Jezusu iz dneva v dan in hodimo za njim. Vprašanje je, ali si sprejel to zamenjavo, ker to ni avtomatsko, ne glede na to, koliko je dober, ne glede na to, koliko je ta zamenjava dobra, je ne moreš sprejeti avtomatsko, samo tako, da jo slišiš. Zato je dobro, da veš sigurno, ali si novi človek v Kristusu. Ali si rojen iz Boga, ali si Božji otrok, ali imaš to pričevanje v svojem duhu. Ali si rešen mrtvih del? Mogoče eno dodatno pojasnilo. Ali se še vedno trudiš, da bi karkoli že zaslužil pri Bogu? Da bi s svojimi zaslugami prišel v nebesa, da bi s svojimi zaslugami dobil ozdravljenje ali pomoč, ki jo potrebuješ. Ker mrtva dela so tista dela, ki so narejena z napačnim namenom. Tista dela, ki so narejena iz vere, iz prepričanja, da mi moramo ugajati Bogu s svojim trudom. Ne, mi ugajamo Bogu po veri v Jezusa Kristusa, v evangelij, v to dobro novico, v to, kar je Jezus naredil za nas. Haleluja, to je Bogu všeč, da mu zaupamo. In potem naša dela niso več mrtva. To, kar delamo iz ljubezni, ni več zaradi strahu, zaradi napačne podobe Boga, ker mislimo, da ga moramo prepričati, da naredi nekaj dobrega za nas, ampak je iz veselja in ljubezni, da nas je odrešil in naredil take čudovite stvari za nas. In ko imamo to razumevanje, spoznanje njegove ljubezni, smo tudi rešeni nezaupanja Bogu. A veš v srcu, da te Bog ljubi? A si siguren?
da te Bog ljubi tazga, kakršen si, z vsemi problemi in padci in težavami. Bodi siguren, Jezus Kristus je umrl zate. Kako bi lahko Bog še močneje dokazal svojo ljubezen do tebe? Če je dal svojega sina za nas, kako nam ne bo z njim tudi vsega ostalega podaril, kar potrebujemo za življenje. In nam je že podaril. In še en test, ali si sprejel to zamenjavo, če si rešen tavanja. Zato, ker v starem življenju tavamo kakor ovce, nimamo jasnega cilja, ker smo oddaljeni od Boga. Ampak zdaj imaš lahko mir po krvi Jezusa Kristusa. Vsa cena je bila plačana. Zdaj imaš lahko smisel, namen, lahko veš, da prihajaš od Boga in da si na poti k Bogu nazaj v večnost. Haleluja. In je to tisto, kar je najbolj pomemben, vse ostale stvari življenja pač, če je potrebno, tudi potrpimo kaj, ker imamo najpomembnejše stvari in smo bogati. Ok, Bog je naš nebeški oče in od Boga sprejmemo v molitvi. Tako da dajmo zdaj za ta del zamenjave moliti, sprejeti po veri od Boga. In lahko tudi ponavljaš za mano in sprejmeš po veri. Oče, hvala ti, da si dal Jezusa za mene. Hvala ti, da je Jezusova kri tekla za odpuščanje vseh mojih grehov. In hvala ti, da sem zdaj lahko svoboden od greha. Hvala ti, da imam v tebi moč za zmago nad vsakim grehom, nad vsakim demonom, prekletstvom, nad vsako stisko tega življenja, zaradi tvoje ljubezni in sprejemam tvojo ljubezen. Verujem v tvojo ljubezen, verujem, ko vidim Jezusov križ, ko vidim, kakšno ceno je Jezus plačal zame, kakšno ceno si ti plačal zame, verujem v tvojo ljubezen in sprejemam tvojo ljubezen. Obračam se stran od vsakega dvoma in strahu in sprejemam tvoj objem, Oče. Hvala ti za objem tvoje ljubezni, hvala ti za tolažbo Svetega Duha. Haleluja. Ok, nadaljujemo za božansko zamenjavo na križu. V Galačanom 6:24 pravi nekaj, kar se da narobe razumeti, zato bi rad prebral in razložil. Tisti, ki pripadajo Jezusu Kristusu, so križali svoje meso s strastmi in poželeni vred. In to se da razumeti, kakor da, zato ker pripadam Jezusu Kristusu ali ker mu hočem pripadati, zdaj moram križati, na križ prbijati svoje meso in se matrati v temu življenju. Ampak ne, ni to evangelij. Evangelij je, da je Jezus Kristus to naredil za nas, ker mi nismo mogli tega narediti. Kako boš ti križal samega sebe? Nemogoče. Ti si bil križan skupaj z Jezusom Kristusom po veri, ko si sprejel Jezusovo smrt in stajenje. Je bilo tvoje meso križano s strastmi in poželeni vred. In ti se lahko zdaj upravičeno šteješ za mrtvega grehu. Jaz sem mrtev grehu, jaz sem mrtev strastem in poželenjem tega mesa. Ne glede na to, da še živim v temu telesu, Božja moč deluje v meni, da lahko živim poln Svetega Duha, poln Božje ljubezni in brez strahu, brez dvoma. Haleluja. In ko živimo na ta način, bo držal to, kar pravi naslednja vrstica. Če živimo po duhu, ker nam on daje zdaj to novo življenje, tudi delajmo po duhu. To je zdaj naša odločitev. Ja, delal bom v skladu s tem, kar Sveti Duh dela v meni. In kaj je sad duha? 22. vrstica. Ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Kakšne močne stvari so to, da živimo v tem vsak dan. A lahko vidimo, kakšna velika moč Boga je, ko živimo v temu karakterju Kristusa. In to je možno in realno po veri v Jezusov evangelij. Kaj je ključ?
2. Korinčanom 13:5. Pavel kara Korinčane, ker imajo težave z mesom. Pravijo, da so verniki, ampak so prepiri med njimi in druge mesene stvari. In navodilo, ki jim ga daje, sami se preverite, ali ste verni, oziroma dobesedno, sami se preverite, ali ste v veri in preizkusite se. Glede česa se lahko preizkusiš? Ali spoznavaš, da je Jezus Kristus v tebi? Če si sprejel Jezusa Kristusa, pripadaš zdaj Jezusu Kristusu, ali spoznavaš, da je Jezus Kristus v tebi? Če vidiš, ja, zdaj on živi v meni, zdaj je on moja modrost, moje posvečenje, moja moč za življenje. Haleluja. Potem ne boš se trudil sa svojo močjo. Boš čutil veter Svetega Duha, ki piha v tvoja jadra, ki te krepča, ki te potiska naprej, ki te spodbuja, ki te tolaži, ki te uči, kako živeti to življenje. Haleluja. A je to čudovita zamenjava? Čudovita zamenjava je. Pogledali bomo še Izaijo 53 in zanimivo je, da je to za Žide prepovedan, tako imenovan prepovedano poglavje, ker ga ne znajo razložiti. Toliko je bilo zmede, kako razložiti to in niso mogli, ker niso sprejeli Jezusa, niso mogli sprejeti, da ta beseda govori o Jezusu, da so enostavno ga preskočili iz načrta branja. Ko preberejo do konca Izaije 52, preskočijo na Izaijo 54. Haleluja, ampak mi pa že vidimo to in lahko smo hvaležni za to, ker nimajo vsi oči odprte. Če lahko vidiš, da je Jezus odrešenik sveta, si lahko ful hvaležen, ker je velika milost, da se ti je Bog razodel in ni po naših zaslugah. Tukaj pravi o Jezusu takole. Pognal je kakor mladika pred njim, pred Bogom, kakor korenika iz suhe zemlje. Ni imel podobe, ne lepote, da bi ga hoteli videti, ne zunanjosti, da bi si ga želeli. In vidite, ena od stvari, ki jih je Jezus nosil, je trpljenje, ko greš čez ta svet in nisi nič posebenega. In te ljudje zavržejo in te zavrnejo celo tisti, ki si dobre stvari naredil za njih. In on je te stvari dal skozi. Očitno ni bil v telesu nič posebenega, nič zelo privlačenega, da bi zaradi tega se ljudje lepili na njega. Ne? Je pa tudi res, da to govori o tem, kakšen je izgledal na križu. Ker pravi potem naslednja vrstica, bil je zaničevan in zapuščen od ljudi, mož bolečin in znanec bolezni, kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz, je bil zaničevan in nismo ga cenili. In zdaj tukaj vidimo jasen vidik zamenjave. V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine, mi pa smo ga imeli za zadetega, udarjenega od Boga in ponižanega. Ljudje ga niso razumeli, ljudje ga niso sprejeli, bil je zapuščen, ampak mi zdaj vemo, on je nosil naše bolezni, on si je naložil naše bolečine. A zdaj lahko vidiš bolezen, s katero se boriš, bolečine, ki ti delajo težave, da si jih je on naložil. A lahko vidiš to? Sveti Duh ti kaže, Jezus je naložil tvoje bolečine. Lahko so bolečine v telesu, lahko so bolečine v duši, ampak on je nosil to. Ni ti potrebno več nositi. Predaj zdaj Jezusu bolečine. Predaj zdaj breme bolezni, breme česarkoli te je zadelo v temu življenju in veš, da ni od Boga, ker je Bog dober. On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Naši prestopki so ga ranili. Zaradi naših prestopkov je bil ranjen in strt.
In kazen zaradi nas, namesto nas je padla nanj. Ni ti treba več nositi kazni. Nisi več treba samega sebe kaznovati s tem, da si misliš, da nisi vreden Božje dobrote, da nisi vreden dobrih stvari, ki vidiš, da so od Boga, ki mogoče vidiš, da delujejo v življenjih bratov in sester, ki isto verujejo. Ni ti treba več ničesar dokazati. Jezus je dokazal zate. Jezus je vzel tvojo kazen zate. Haleluja. In ti zdaj lahko sprejmeš njegov mir. Haleluja. Lahko rečeš, Jezus, sprejemam tvoj mir. Jezus, sprejemam ozdravljenje po tvojih ranah. Zavračam bolezni, zavračam bolečine, sprejemam ozdravljenje od tebe. Haleluja. In še nekaj. Jezus je bil zaničevan in zapuščen od ljudi. To pomeni zavržen od ljudi. Če so te ljudje zavrgali, če te niso sprejeli, v njem imaš ozdravljenje. Lahko sprejmeš to, da te je nebeški Oče sprejel. Lahko sprejmeš njegovo ljubezen. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Mi vsi smo tavali kakor ovce, obrnili smo se vsak na svojo pot, Gospod pa je naložil nanj krivdo nas vseh. Ni se nam treba več po svojih poteh obračati, ni nam treba več tavati kakor ovce, lahko gremo za svojim nebeškim pastirjem. Lahko poslušamo njegov glas, ki nas kliče, prid za mano, jaz te peljem v življenje v izobilju. Nehi poslušati laži sovražnika, ker on je prišel samo, da krade, kolje in uničuje, jaz pa sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju. Tako da Jezus je bil mučen, a se je uklonil in ni odprl svojih ust, kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol, in kakor ovca, ki umolkne pred tistimi, ki jo strižejo in ne odpre svojih ust. Iz zatiranja in iz obsodbe je bil vzet, kdo premišlja o njegovem rodu, kajti odrezanje iz dežele živih, zadet zaradi prestopka mojega ljudstva. Dali so mu grob pri krivičnih. Vse to je Izaija napovedal približno 700 let, preden je Jezus to prerokbo izpolnil. Haleluja. Tako da Bog je vedel, kaj bomo potrebovali, da nas lahko osvobodi, haleluja, da nas lahko reši tistega, kar je greh prinesel na ta svet. Haleluja. In vidimo, Jezus ni storil nobenega nasilja in ni bilo zvijače v njegovih ustih. On je bil brez greha, a kljub temu je bilo Gospodu po volji, da ga stre z bridkostjo. Zakaj mu je bilo po volji? Ne zato, ker bi užival, ker je njegov sin trpel na križu, zato, ker jaz verjamem, da je očeta bolel, da je mogel to pustiti. Ampak veselil se je, da bo nas lahko dobil. Da bo nas lahko dobil nazaj v svoje kraljestvo. Zato mu je bilo po volji, da se to zgodi, ker ni bilo druge poti. Če da svoje življenje v daritev za greh, bo videl potomce in bo podaljšal svoje dni, Gospodova volja bo uspevala po njegovi roki. In tle vidimo in smrt, in pogreb, in ustajenje Jezusa Kristusa. Bog mu je podaljšal njegove dni, on je živ na veke, on živi do nas in te kliče, haleluja, ti govori, poglej, koliko te ljubim, verjemi, zaupaj mi, pomagal ti bom. In njegova volja bo uspevala, Božja volja bo uspevala po njegovi roki. Haleluja, vidimo, da se Božja volja zaradi Jezusa izvršuje po celemu svetu. Božja dela se vršijo, ljudje so ozdravljeni, slepim so odprte oči, hromi hodijo, neozdravljive bolezni so ozdravljene. Haleluja, in to je za vsak narod, za vsako deželo je evangelij Jezusa Kristusa. Haleluja, za muko svoje duše bo videl luč in se sitil, on se nasičuje, veseli ga, ko vidi luč v naših življenjih. In svojim spoznanjem bo moj pravični služabnik opravičil številne njihove krivde, bo naložil nase. In tukaj je zdaj ta vidik zamenjave, naša krivičnost za njegovo pravičnost.
Naše krivde si je Jezus naložil nase, zato da nas naredi pravične. Ampak kako sem lahko pravičen, če še vedno sem pa kaj delam narobe stvari? Zato, ker pravičnost je iz vere. Bog je po evangeliju razodel, da si pravičen lahko samo iz vere v Jezusa Kristusa, v to delo njegovega odrešenja. Ni druge poti. Samo na ta način smo lahko pravični, ampak to je dobra pot, to je dober način, zato ker je siguren način. Če je njegova pravičnost zdaj postala naša pravičnost, ni možno, da bi ta pravičnost kdaj opešala. Ni možno, da bi se ta pravičnost zdaj spremenila. Tudi če naredimo napako, njegova pravičnost še vedno deluje v nas, pred Bogom smo pravični zaradi njegove milosti. Haleluja. In to nam daje velik pogum in veliko zaupnost, da ko prosimo Boga, vemo tudi, da nas je uslišal. Vemo, da, haleluja, ko si molil, si že prejel. Še preden si odmolil, si že prejel. Tako da na ta način lahko sprejmemo od Boga, karkoli vidimo v njegovi besedi, da je Božja volja. In še nekaj vidimo v naslednji vrstici. Jezus je bil preštet, dal je svoje življenje v smrt, bil je preštet med prestopnike, nosil je grehe številnih in prosil je za prestopnike. In še vedno prosi za nas, še vedno posreduje za nas na očetovi desnici in mi imamo gotovost večnega življenja in vseh stvari, ki nam jih Bog obljublja. V njem so vse Božje obljube da in amen, kar pomeni, lahko smo sigurni, da so vse dobre Božje obljube za nas in da smo rešeni vseh slabih stvari, ki so kazen za greh in jih vidimo v Božji besedi. Ko bereš prekletstva v 5. Mojzesovi 28 in druge hude stvari, ki so se ljudem dogajale v stari zavezi, lahko rečeš, hvala ti, Jezus, da si me rešil tega, da si me rešil te sodbe, da si me rešil te kazni za greh. Haleluja. Bog je pravičen in je moral to kazen dati na nekoga in dal jo je na Jezusa. In zdaj smo mi svobodni. Haleluja. In dajmo zdaj moliti tole, dajmo zdaj sprejeti to božansko zamenjavo na križu, vsaj nekako osnovne te stvari. Hvala ti, Gospod Jezus, da si nas rešil greha. Hvala ti, da si nam dal pravičnost. Pravičnost pred Bogom in pravično naravo, da lahko živimo zmagovalno nad vsakim grehom in pokvarjenostjo tega sveta. Hvala ti, Jezus, da si nas rešil vsake bolezni in nam dal ozdravljenje v tvojih ranah in že imamo to ozdravljenje. Pravi beseda, da smo že bili ozdravljeni v tvojih ranah in tako se tudi gledamo. Mi se gledamo ozdravljene, mi se gledamo svobodne od bolezni, mi se gledamo zdrave vse do poznih let. Haleluja. In hvala ti, da si nas rešil nerodovitnosti in v telesu in v celotnem življenju. Si obljubil, da bomo rodili sad, da ko ostajamo v tebi, povezani s tabo, v tvoji ljubezni, v tvoji besedi, da bomo gotovo rodili sad, ki bo ostal za celo večnost. Haleluja. In rešil si nas tudi odtujenosti z bližnjimi. Hvala ti, da si blagoslovil naše odnose, da lahko živimo v ljubezni z bližnjimi in jih sprejemamo in jim pomagamo in jim služimo in smo izpolnjeni v srcu, tudi če drugi niso taki, kakor bi mi najrajš videli. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus, da si nas rešil vsakega primanjkljaja in revščine, da imamo zdaj izobilje za vsako potrebo v življenju in še več za vsako dobro delo. Haleluja. In hvala ti, da si ti tudi naša zaščita pred nesrečami in nalezljivimi boleznimi, da si ti naš trden stolp. Haleluja, da je tvoje ime naša močna trdnjava.
Haleluja. In vemo, da smo na varnem, ker smo se zatekli k tebi. Haleluja. In hvala ti, da si nas rešil večne smrti. Haleluja. Da imamo večno življenje v tebi in smo svobodni od strahu smrti. Vemo, da kad to telo umre, mi še vedno bomo živeli. Haleluja. Samo zaspal bo to telo, ampak mi bomo živeli naprej skupaj s tabo. Hvala ti, da si nas rešil vsega, česar se človek boji. Haleluja. Si nas osvobodil vsega strahu in mi se zdaj oprijemamo teh tvojih obljub in sprejemamo tvojo dobroto. Haleluja. Dajmo se mu zahvaljevati. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus, za tvojo dobroto. Haleluja. In zdaj lahko se mu zahvaljuješ specifično za tisto potrebo v tvojemu življenju, ki vidiš zdaj, da je izpolnjena v Jezusu, da si močan v njem, da si bogat v njem, da si izpolnjen v njem, da ti nič ne manjka v njem, nič dobrega, nič, kar potrebuješ, ti ne manjka. Z vsem te je priskrbel nebeški Oče, ki te ljubi. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Haleluja. Thank you.